Tarragona je staro pristaniško mesto v severovzhodni Španiji ob Sredozemskem morju. Zaradi zgodovine in dogodkov je danes oblegano s turisti. Mesto je bilo ustanovljeno v 5. stoletju pred našim štetjem in je veljalo kot najbogatejše mesto na obali. Njegova soseska je opisana kot proizvajalka dobrega vina in lanu. Tarragonski amfiteater je bil zgrajen v 2. stoletju, izklesan neposredno v skalo in je lahko sprejel do 14.000 gledalcev. Svoj čas je bil prizorišče bojev med gladiatorji in divjimi zvermi, pa tudi javnih usmrtitev. V amfiteatru so ostanki cerkve, imenovane Čudežna Marija, ki je pripadala templarskemu redu in je bila pozneje spremenjena v kaznilnico. Rimski cirkus je bilo veliko prizorišče na prostem, kjer so se prirejale dirke z vozovi. Poleg gledališč in amfiteatrov so bili cirkusi eno glavnih zabavišč tistega časa. Katedrala se nahaja na najvišji točki mesta, kjer je bila prvotno rimska vojašnica, okoli katere se je postopoma razvilo mesto. Gradbena dela na katedrali so se začela leta 1171, ko je nadškof Tarragone v svoji oporoki predvidel sredstva zanjo. Zaradi svoje veličastnosti si je prislužila sloves najimenitnejše katedrale v Kataloniji. Festival Santa Tecla 2023. Prisostvovali bomo mimohodu 4 skupin v postavljanju človeških stolpov, kastelov, ki sodelujejo na tem festivalu. Običajno kastelerji nosijo bele hlače, črn pas, šal in srajco v barvi, ki je značilna za ekipo, pogosto z emblemom ekipe. Zanimanje za kastele je začelo naraščati v 80. letih 20. stoletja z vključitvijo žensk v prej samo moško disciplino. Leta 2015 je bilo na prireditvi že 99 skupin, vključno s Castellers de Vilafranca, ki jim je uspelo zgraditi najvišji človeški stolp doslej, 10 ravni ljudi s 4 na vsaki ravni. V navdušenju publike ne manjkata zastava in himna Katalonije. Kastel, po katalonsko pomeni grad, je človeški stolp, ki se tradicionalno postavlja na festivalih v delu Katalonije. Na teh festivalih več koles, ekip, poskuša zgraditi in nato razstaviti človeški stolp. Kastel je razdeljen na 3 dele. Prvi, pinja, znana tudi kot glavnina, je dno stolpa. Prevzamejo vso težo celotnega stolpa in delujejo tudi kot varnostna mreža, če se konstrukcija stolpa zruši, da blažijo padce ljudi z zgornjih nivojev. Na dnu boste videli predvsem robustne moške, včasih so bili kmetje navajeni težkih bremen. Drugi, tronc, je navpična struktura med vrhom in dnom stolpa. Vidite ga lahko kot telo stolpa. Tretji, pom de dalt, je zgornji nivo, ki ga sestavljajo otroci,
ker so najlažji. Najmlajši imajo 4 do 5 let. Skupine začnejo igrati tradicionalno glasbo, toque de castells, medtem ko med gledalci zavlada tišina. Pas je najpomembnejši del njihove uprave. Kastelerji v ekipi ga uporabljajo kot oporo za noge ali oprijem pri plezanju na stolp. Zgornji sloji stolpa so zgrajeni čim hitreje, da bi čim manj obremenjevali spodnje gradnike, ki nosijo večino teže gradu. Demontaža kastela je izvedena v vzklikanju množice in je pogosto najbolj zahrbtna faza dogodka. Z navidezno lahkoto zdrsnejo drug po drugem in opaziš olajšanje na njihovih obrazih, ko tisti nad njimi plezajo navzdol in teža, ki jo nosijo, postaja vse manjša. Najprej se oblikuje pinja. Ljudje, ki sestavljajo višje nivoje stolpa, pa se premaknejo na svoja mesta v stolpu. To se naredi počasi in previdno, in ko so naslednji osnovni nivoji dokončani, ugotovijo, da je osnova dovolj trdna. Vodje dajo znak za nadaljevanje. Podpora tistim nad seboj v gradu zahteva močan občutek ravnotežja in zaupanja. Pogum je najpomembnejša lastnost za kastelerje, še posebej za majhne otroke, ki tvorijo najvišje nivoje kastela.
Sestavljanje je končano, ko vsi kastelerji splezajo na svoja mesta in ko se poslednji povzpne na vrh in dvigne eno odprto dlan. Ta se nato povzpne na drugo stran kastela in se začne spuščati. Preostali gradniki mu sledijo od najvišjega do najnižjega, dokler vsi ne pridejo na varno. Med gradnjo stolpa so nesreče redke, pa vendar so se zgodile tudi nesreče s smrtnim izidom. Za mlajše udeležence je obvezna uporaba zaščitne čelade. Prebivalci Katalonije so zelo ponosni na to priljubljeno tradicijo in so počaščeni, da jih kasteljeri zastopajo po vsem svetu.